Stari. Meni tudi neki nagajajo. Ja, a už imel nove? Joj, bogi, Ne nima. rabim. Ja, come on, valjda da lahko. Boš dobil za rojsten dan. Ne, za rojsten dan hočem beer holder. Ja, beer holder pa slušalke, ajde. To je še Ne. partomanu. A vse A bo skupaj. presenečenje. Zano samo ga pošiljal, veš, kaj pošiljal zanj za okupalnico. Kjer ga za kopalnico? Ja, nisi za podtuš si zanj pošiljal. In to on pošilja. Sej si na opravičujmo.se v Slack pošiljal. Se si res neki pošiljal. Ja. Spomnim se. Ja, beer holder za okupalnico Ja. za podtuš. Tako. Mislim, da si. A res Tudi nekaj sem Ja. Pozabil sem že. Fak. Bolj študiral, kako da veš, da je per pol preveč voden. Da imaš Če eno, za cajt imaš najbrž tudi brez alkohola, če se dolgo tuširaš. da imaš eno hudo ipo najprej, a veš. Da. Stari, Ja, Kaj bo, če bo že, kaj bo ti, jaz, ko že začnem z brezalkoholikom, pa imam polno sam še vodo, v bistvu. Ja, ne, ti si začel že z vodo. Kva, štartamo, ali kva? Dajmo, ne. Že gremo, Ne, gremo ne, lahko pa začnemo. Ali No, kva. pa dajmo, no. Čak, dajmo avizo, prejšnji O, teden prejšnji smo ga smo- pozabili. A. Oh, Madonna. Mislim, nismo ga pozabili, ampak ni bil napovedan. Nismo rekli, da bo A aviza. sploh je bil bolj, če ni bil Ne napovedan. vem, a to veš? je ta dilema vesolja. Ja. Je. Ta Šredingerjeva mačka. Ja, ja. Ja, Je ali ni? ja, ni. A je not ali ni not? Sadje nema, sadje ima. Je, ni. To je kot bole brkle, če ima Džoniča. Vidi zeca, sad ga ima, sad ga nema. Skratka. Kje je Dajmo, kje je dajmo. žogica? Da je bil paper. Kje je bil že? Kje je bil? Ja? A ne veš? Kva, kje? Čakaj. Ki? Prsto januarju unčaral. Ojoj, shit. Ja, ne. To si jo- otroštvo. To si jo pa potegnil, iz kje si pa to potegnil, pizdo, Lej, mater. to ti ene stvari se ti zarežejo v ta možgan, fakt po Travme, ne? To si- Travme. To je travma, stari, zato te psihiatri toliko služijo, razumeš? Bom zno razdelal, ja. Kaj treba ven potegniti tole, razumeš? Ne? Ja, shit. Ja. Zdravo! To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In včasih tudi o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Mi pa smo. Haljo? Peli. Izi. Če še niste naročeni, se naročite. Če nas ne podpirate, nas podprite. Hvala vsem, ki nas že, hvala tudi vsem, ki nas še boste. Hvala za vse ribe, piksi. Mi pa bomo šli pogledat nazaj v preteklost. Zato, ker je treba pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Pogledamo. Poglejmo. Pa poglejmo! Vi pa malo poslušajte. Mi bomo pogledali, vi pa poslušajte. Ja. Ne, dragi poslušalke in poslušalci, vi ne veste, ampak mi imamo tukaj v studiu full grafov, kjer imamo narisan cel plotline. O, ja. Tudi po galaksiji imamo zarisan, kje so, zdaj so na 2/3 galaksije. To je druga mapa. To je Ja, druga mapa. to je druga mapa. Dve ja, mape, ja, mislim, ja, ful nekih stvari se dogaja tukaj. Tako zgleda, v hollywoodskih filmih, en povprečen računovodja, reš primer, pa ima pol vešune vrvce. Tako, točno tako izgleda. Točno tako zgleda. Ne. Sam da si predstavljate eno veliko Kaj- halo tega. Tablet Johna Nasha. Aha. Kje je John Nash? John, okay, čudoviti. Okay. A ja, ja, A je ja, to, ja, to, ja, to, ja, ja. ja, ja. Ti si pa posebej tabla. Ti si pa druga tabla. To je pa za Ti si pa bistromatični pogon, To je ker zdaj pa- računamo nekaj. Ta prozorna mapa, ta prozorna Ta tabla. prozor- Ta ta prozorna. prozorna, ja, ja. Ta res ta- tako seksi izgleda. Ja, valjda. To Se tudi treba- ne to moreš imaš. biti belo. Sam ne smemo nič slikati, zato ker je Kamoli top zeleno secret. ali Ja, pa črno. ne. Saša Labajzer ima. To je materijada, jada. Da je nekaj. Čisto, da je prepucen. Pa pojmo, ne. Rogaška kristala, sem to tam imel rogaška kristala. Kva? Je to tablo. Aj, valjda. Sam In ta A ja, že ne? noter take. Ja. Sam to povem. Hvala, Rogaška. Če pokličete zdaj, dobite 5% popust za rogaške kozarce. Ne govor, ker ni res. Ker už ti plačal unih 5%, pa dragi so kot pes. Se nisi povedal kode, kaj? A ja, Ali nismo vedeli, da je koda brez panike.
Okay, Skoraj sem tega šura zdaj v bolki. No, to našo kodo si zapomnite, ker vas bojo prav teleči gledali v Rogaški trgovini, samo brez panike. Pejte provat. Velja pa pri peliconih, to pa velja. To pa še zmeraj? Ja, to pa še zmeraj velja. Ja, cool. Ja, okay. Še velja. Čeprav, Oni so tudi skoraj v steklu, ni Rogaška, ampak kaj je? Je pa steklo. Ja. A smo bi že šli v prejšnjo epizodo ali če ne še? Ne še. Prejšnji epizodi smo bili. Smo bili. Kaj je bilo prejšnji teden? V italijanski restauraciji smo bili. To je. Pa leteli smo. Fordu ni bilo všeč. Pa hitri smo bili, to. Pa leteli smo čez vesolje, Artur je bil. Ja, pa ne samo čez malo vesolja. Ne, veliko vesolja. Celega Boga in ga vesolja je bilo, ja. Ja. Čeprav veš, človek misli, da to ne gre tako hitro. A veš, ko gledaš te Italijane pri hranjenju, a veš, misliš, da se je cajt ustavil. Vse to je prav. Ja, dejstvo, da je prav, ampak da ta reč pa tako hitro leti. Zato je pa simulacija, pa so roboti, ki delajo malo hitreje, a veš, ne. Mogoče je ta moment, da ne. Jejo hitreje, pijejo hitreje, računajo hitreje. Vse skupne. Roboti pač. Ja. Mislim, očitno, ne, glede na to, da ful gre. Ne. Ja. Tako da, ja. Zdaj pa pejmo pa v 7. poglavje. 3. knjige, Madonna. Srečna številka 7. Ja. No, in tle se srečamo s tem bistromatičnim pogonom, ki je čudovito novo sredstvo, kjer v bistvu pove, kar smo mi že povedali, no, da pač neznanske medzvezdne razdalje, ampak kaj pa je bistromatika sama, bo pa kar citat. Ja, bomo kar hitro štartali, ampak, a veš, sem študiral, koga bi za definicijo, a veš, bistromatike. Imamo pa nekaj kakšne bistromatike? Nimamo, ampak imamo pa enega človeka, ki se spozna na številke. Številke so pa osnova vsake matematične vede. Res. Tako da bo citat tokrat prebral gospod številke osebno, Slavko Jerič, avtor športnega SOS-a, podcastov številke na MMC-ju in SOS Odmeva. Potem ima pa tudi knjigo Čista desetka, ki jo morate kupiti, kjer se pač knjige kupijo. Ful je dobra, sploh za unika imate radi šport, za unika pa nimate radi športa, pa itak že poslušate Štoparca. Ja. No, lahko ste pa oboje. Pa številke so noter. Ja, ne, kup zdaj. Come on, do it. Tako da je pa Slavko tudi pobudnik #pohvala na dan in res prijazen hupi frut. Tako da, pa na Twitterju je Afna Love Carry. Slavko, če si pripravljen, pa dajmo kar poslušati citat o bistromatiki. Bistromatika sama je samo revolucionarno nov pogled na obnašanje števil. Natanko tako, kot je Einstein ugotovil, da čas ni absolutum, temveč se spreminja z opazovalčevim gibanjem v prostoru, in kot tudi prostor ni absolutum, temveč se spreminja v skladu z opazovalčevim gibanjem v času. Tako zdaj vemo, da tudi števila niso absolutna, temveč se spreminjajo v skladu z opazovalčevim gibanjem po restauraciji. Kar seveda ni res. Ja, Slavko, najprej najlepša hvala, ampak boš slišal, da je še kako res tole. Seveda da je, Slavko. Ker zdaj ti si prebral sam prvi del definicije bistromatike, zdaj bomo šli pa na to, kako ta stvar v praksi izgleda. Ja, a smo rekli hvala? Ja, hvala. Hvala. Tudi tale je lep glas, to se vidi šolano. Zelo lepo. Mi pa pojmo pogledati, kakšna neabsolutna števila vse srečamo v tej restauraciji in zakaj je to tako močen. Zakaj je ta moč? Unikum. Ja, to. Evo. In avtor razloži, da prva neabsolutna stvar je število ljudi, za katere je rezervirana miza. Je vsak že kdaj koga vabil. Oziroma, kaj vabu kakšno svojo žlahto. Ali pa kogarkoli. Ja, kogarkoli. Mizo za 15 rezerviraš, pride jih pol nekje med 8 pa 34. Ja. Pa še kakšen kolega prele zraven, ali pa tudi ne, ali pa pride 3. A veš, res je to. Najslabši primer je tisti, ki pridejo 3, pa imaš mizo za 20. Tako, ali 50, ali pa kaj tazga. Pa je to noben me ne mara moment. Ja, pa imaš še druge čustvene težave, jaz ti s tem bolj povezan. Če se vam je to že zgodilo, sem petek k psihiatru, ki vam bo bolj pomagal, kot gostilna. Pokličite, pridemo, bomo se pogovorili. Pridemo, bomo se pomerili. Mizo te imeli bolj polno, cenejš bo kot pri psihiatru,
Pa še dobro se bomo imeli. Pa še vsi dobro se bomo imeli. Ja. Lahko pa vsak pripelje še enega prijatelja. To ni piramidni sistem. To je društvo neozdravljivih alkoholikov. Ja. No ja, v glavnem, ja, teh ljudi je lahko zelo veliko ali pa zelo malo, kukorkoli, ampak nikoli pa ni to, kukor si ti rezerviral. Ne. Druga neabsolutna cifra je čas prihoda. Ne. Ja, spet smo tukaj. Tle Artur, čeprav on piše, da je v resnici eden najbizarnejših matematičnih objektov, ki se mu reče reciproverseks kluzon. To je v bistvu število, katerega obstoja je možno definirati samo s tem, da je vse drugo razen števila samega. Ne. To je v bistvu številka, ki ni ta številka, ki misliš, da je številka. Mene si pa reci izgubil. Noben od nas ni matematik, tako da... Ja. Misliš, da niso to že spregledali? V matematici... Sam povem, če slučajno niso vedeli. V matematičnih krogih je je dobra šala. Ker sem najdel en blok, sem poslal. V bistvu je en blok zapis, ki govori čisto o čem drugem, ampak prevleče tudi to številko, ki je vse drugo razen tega, kar ne bi bila. Tako da matematiki vejo, o čem govorim, tako da živijo vsem 4. Pozabil smo reči. Mogoče pa ful matematiko, ali več, po mojem, več fiziko. Po mojem bolj. Ja, mislim bolj fizika. Ja. Vsem, javite se vsi matematiki in matematičarki, ki nas poslušate, sem ok. Čeprav jaz odvodil še zmeraj, ne znam, kam pol še le sem ok zmenil. Ne odvod. Ko moram zdaj pri 5. knjigi, ne moram, tako da, ok. No, glavno, to je v bistvu osnova, zakaj te bližnjo polje, pa hotel sem pa reči, da ne sam napovedan čas prihodov. Napovedan čas prihodov in dejanski prihodi se, ne, a veš. Jaz sem sam 15 minut zamudil, tako da, Kar je še zdaj še po moje še bolj, kako bi rekel, se spremenili od takrat, ker zdaj imamo telefone, ne? Zdaj imamo mobilce. Zdaj še hujš po moje, kaj je bilo takrat, kaj je Adam stole pisal. Ne? Pelem se zdaj, tukaj sem, zdraven sem. Pelem se zdaj, pride pa čez 2 ure pa pol. V avtu sem, 5 minut stran. Ne, pa tudi zdaj, ko imaš ta telefon, misliš, da imaš opravičilo, ne? Da pač si netočen, ne? Zaradi tega, ker si zadnji cajt poklical, pa si se opravičil. In povedal, on že tam binglak pozabljen ruzak, ne, v šteri že 3/4 ure, ne, in se mu polizmenično opravičuje. Ja. Tako da, ja. Zdaj je šlo, mislim, da je eksponentno šlo tole gor, tale funkcija, da rečem. Sej tudi ta menjenje, veš, je ratov grozen zdaj, ne. Ja. Veš, včasih si rekel, ne vem. V Bosmih pod uro ali pa na Prešercu. Nek se dobimo. Lokacija, točen čas. Tako. Ja. In to je bilo si imel plus minus 15. Premik, kva pa če braj pol ure kasneje, kva pa če braj tam, kva pa če bi raj to. Pa cel teden se to dogaja. Ja. To je kar... Tako da zdaj, mogoče tele nove tehnologije niso najbolj nam... Ja, včasih so nam tudi v pogubo. Tako, ali to sem hotel reči, ne, pa nisem hotel biti... tako dramatičen. Ne, veš, the old guy. Včas smo se zmenili, pa smo prišli. Se spomnim, ko smo šli še... Spomnim, pod uro smo se zmenili. Z uprego, vmes hodil. Ja, je ta moment, no, to nisem hotel biti. Ne, sej, ja. Ja, pa sej spomnim. Pred nami v 8 punktih. V bistvu smiselno je, ne, da od tehnologij prepoznaš tisto, kar je pač vredenga, ne, in zavržeš ostalo. Zavržeš ostalo. Ne smeš vsega pogoltniti, kot da je suh zlato. Ja, zdaj. Da znaš ločiti zrno od plev. Tako. Mogoče lepo. Mogoče smo pa samo stari. Si ti peljenka tudi pošiljal, kako je Douglas Adams videl te zadeve? Po mojem, ja.
Spomnim me, kaj je bilo. Ne, tisto, kako pač na leta glede na leta pa tehnologija. Kako tehnologijo. Kako je bilo že do 35? Do 15 si, ne vem, adaptiraš momentalno, a veš, do 30 imaš občutek, da se da v tem še kakšen biznis narediti, oziroma ne vem, da lahko še kaj upgradaš. Da zastopaš, kar je pa po 45, tam vas sam se fuck off pisati. Sem pa sam braniš tega. Baš mislim, da se spredej bej. Fuck. Ja, sem to res, ali tako je. Sam to je to. To je dejstvo. Vsi vemo, da ne vem, pri 75 nisi več za volan, to nam je vsem jasen, ampak ko bomo stari 75 let, ne dam jaz tega izpita, imamo vam, nikoli. Ni ene šanse. Samo preko mene moramo. Takrat bo hudič že sam pelal. Ja, upajmo. Razen, če bo pač svetovna kataklizma, bo še v kurac. A bomo spet zuprego šli. Bomo šli spet zuprego v mesti. Pa bo rekel, pridna. Pubi. Igral počas, čeprav te pa tam prpelo, ne? Te pa prpelo, ne? Pa bo pa Petrček spet lahko rekel, hikoniček. Bo končno dvojko naredila, veš. Sam pija, veš, pa nas ni teh dvojk, pija. Čeprav zdaj v tem danem cajtu, ne? Verjetno v Partizanih film narest. Nejoči Petr dvojka. Je, Partizani so bili. Ne bilo isto. Sam zdaj bi bil pri domobrancih. Kje bi bili oni v samosvojitvili? Pri tej narodni vojski, kako se že zdaj ponovim temu. Slovenska narodna vojska. Res? Se to je že lanski sneg, zdaj je že druga afera, ki mi to, mislim, verjetno je. Ko vi to poslušate, je to že zdaj že neka druga afera, tako da ti se bilo 14 dni nazaj. To sem pa zamudil. Ali je tole bilo ful v začetku novembra? Čist brez veze. Come on. Dobro, da oblek ne komentiramo. Ampak, a ste videli zanč? Koga je imela oblečen? Jaz tak ne bi šel ven. Halo? Jaz smeti ne bi nesel tak. V kasenc ne grem tak, halo? Kje smo, Hvala Bogu, da res ne komentiramo. Slovenska narodna vojska. S timi venci pa to. To je bilo to. Ja. Okay. Vsi so venci beli. Oh my fucking god. Pejmo mi raj nazaj na enačbe, čeprav jih ne razumemo, se zihar bolj kul. Tako da, v glavnem... Vse nobene stvari v tega ne razumemo. Sam nekaj je v redu, nekaj pa res ni v redu, a veš, tako da... Mislim... Ne, a veš, vse števila so bila včasih absolutna. Zdaj pa še to vidiš, da niso. Zdaj pa še to, evo vidiš. Vse ste ubili v mene. 1+1 ni zmeri. Zdaj, da te še malo bolj ubijem, in pol imaš pa tretji pojav neabsolutnosti. To je pa tisto, kar pa naredi bistromatičen pogon res silo. To je pa res sila. In to je število zaračunanih jedi, njihove cene, število ljudi per miz, pa znesek, ki ga vsak... Jaz imam kle repliko. Jaz sem hodil v gostilno pod Golovcem. Če ste bili kdaj tam gor. Rekel si, da moramo jeti, ampak nismo nikoli šli. Je umrl prej. Ne, se vem, že pred leti. Tam je bilo, tam je tako je račun zgledal, tam je se vesolje po mojem čist po svoje vrtil. No, evo. Se to je to. Bistronami, nisem meni to spravil nekako v ladjo to. Točno to, kar je pač Douglas povedal. Tle se hotel reči, da to se ne zgodi samo v restauracijah, to se zgodi v vsakem bifeju, ko se dobi več kot 3 ljudje, je že variabilno, koliko bo to prišlo. V Žmavcu sem imel tudi ta zelo bistromatičen. Oni so bili ful. Žmavcu so to raztegnili do... Zgleda, da so te neki časovni zvrki. So warpali to, so krivili te pojme realnosti pa to. Oni so vedeli, da metaverse, če tako rečem. Neabsolutna števila so imeli zelo dobro. Zelo. Pa ne samo tam, tako, že v normalni uštari, če greš sam, pa greš
na pico papir je to, kar je. Ne. Ja. Čim se zgodi to, da smo več kot 3, gre to. Lej, to gre lahko kamorkoli. Kaj pa enkrat več kot 10. Ja. Gre pa to, Madonna. Pa Bob ne dej, da se zamenja, da kdo še gre vmes ven, pa kaj plača, pa pol gre nazaj, pa pol, mislim, tako. Ja. Da se ljudje malo menjajo, pa je pa res. Ja, tle še ta lepa, ne, kdo je pripravljen plačati, pa koliko. In pol, kdo od teh, ne, in kdo od vseh ima sploh dejansko denar. Ja, veš, okay. To je pa pol še, to je pa češnjica na torti bila, ne. Tako da ja, ne, to je v bistvu zelo močna sila. Kot sem rekel, tega noben ni študiral, raziskoval, ker v bistvu bi že. Veš, v bistvu sploh ne bi rabili delati nove elektrarne dvojke, zdaj, ki imajo ideje. Sam to bi mogel v Žmahovcu postaviti nek kolektor, reaktor, nekaj turbino poganja. Bistromatično turbino pa je stvar rešena, veš. Adijo. Maljaž megavatov, koliko to vam fukne. To lahko izvažamo, razumeš. Takoj smo tukaj, kakšna hladna fuzija, pa neki. Tako kreativno, ali kaj so ti zelo. In enkrat. To, kar se je dogajalo, da smo začeli sumiti, da je nekaj z nami narobe. Ja. Zelo brezsramno je bilo. Mislim pa, veš, Ko spiješ enkrat, ko si enkrat, ne vem, od konca šihta do konca zaprtja betona. Tu tvoja realnost se spremlja, to je res. Ne, ampak takrat ne opaziš, takrat en parkrat smo pokontali, ne vem, naslednji dan, da nekaj ni šlo redo. Ker se začneš pogovarjati, ker rečeš, jaz sem plačal svoje, ko sem šel. Ja. Pa sem dal še za eno rundo. Ja. In tako je 4 reče isto, čaki. Vmes je bilo pa še zmeraj 120 evrov. Ja. Enkrat se je pa zgodilo to tako, da smo šli na 3 pere, pa je res vklopil bistromatiko na full in ne bo celega enega denarja in pa smo čaki. Sam Kennedy smo se zamenjali, neki pa tam. Še to, če se ti kjeli ziberajo, to gre pa bar. To je bilo. Če bi to venovati, pridejo poračunati, ne? Ja. No, dobro. Ponavadi. Seveda. Ne se pravi. Se je mogoče zdaj drugače. To je bilo lepo. To je bilo 10 večjimi leti. Več kot 10 let. Nekaj časa nazaj, ampak je bilo tako, ja. No, vidite, da mi že delno hodimo po ušterijah, kar je korona. BC imamo, before child. To je to, ja. No, vsako svojega lastnega jezuščka. Mater, kaj češ, tako je. Takle imamo. Skratka, kje smo ostali, ne? Ja, nič, ne. Bistromatiki, ne. To je, ne. Kratka, čakamo, da se tudi poleg biljonarjev pri nas nekdo drug to spomne. Pa to še pri nas to zrihta je tale bistromatični pogon. Ja, ker očitno ne. Očitno je to dober. Ja, v bistvu število. Ona je bila pol še huda. Ta je lepa, ne, da število v bistvu napisano na takarskih računih v območju restauracij ne obogajo istih matematičnih zakonov kot števile napisani na drugih listih papirja v drugih delih vesolja. Kar smo glihar dokazali na primeru QED. To je dokazano, hvala lepa. Hvala Sedili, lepa. Tako da ja, ne. No, ampak pol, zvidel, ne, pol je bilo, kukar pa naprej, ne, da so pa pol zaradi tega sklicali toliko enih matematičnih kongresov, ne, v tako dobrih restauracijah, da so v bistvu se te matematiki pol tako zaredili fajn, dober in zaredili, da je bilo par infarktov tudi padlo, ne. Generacije znanstvenikov, generacija matematikov je šla v kurat zaradi tega, ker to je bilo masakr, ne? V bistvu res to je bil holokaust. Ni smešen. Mislim, ni smešen zaradi holokausta, se upravičujemo vsem, ampak te kongresi so bili res nevarni. Tako da, ne. Še to hudo je bilo, v bistvu, da je bil razvoj v bistvu bistromatike kot vede ustavljen za nekaj časa. Ne? Tako da to ni bila šala. Ne? Ampak počas. Jim je pa vseeno šlo čez. Ne? In pol nekako je prišlo, ta je bila tudi lepa, ne? Da pol nekako je prišlo toliko podzavest ljudi, da pol so že še lajki rekli, pa to sem že ves cajt vedel. Halo, ne. Pa še neke stvari so si izmišljali, kot so okvir interaktivne subjektivnosti. Pa, ne.
Tako da so si vsi prizadeti lahko oddahnili. Ampak zadnjega odstavka, pa res, boga mi ne štekam, odkje je, preden konča poglavje, je ta vplete neke skupinice menihov, ki so se ustavljale pred večjimi raziskovalnimi središči in prepevali hvalnice vesolju. Ne vem, kva. Kaj je Klem mislil? Ja. Vesolju, ki je samo izrodek lastne domišljije, pa so podelili denar. V bistvu njim so podelili denar iz sklada za potujoče gledališča in se jih na ta način znobili. To pa moje Hare Krišne, veš. To je hotel v bistvu nek jok napisati, ki ga nismo razumeli. Mogoče... To so Hare Krišne, veš. Misliš? Ja, skupinice menihov. Nekaj on je imel, te menihe imel že, a veš, se ne vem, je to že bilo? Ja, je bilo, oni so bili menihi iz krožni, kva so bili. Ki so bili direkt do posvetitve, pa so pa nehali biti menihi. Ja. Vse imel te knjige, ne, konc prejšnje. Konc prejšnje, no, ja, no, a veš, ne vem, to imajo neki malo, neki. Res je bil, veš, ta to so Golgofričamovci, oni so bili predniki od teh, ki so, a veš, ki so radi naredili. Oni menihi, ki so bili, ne vem, zmožni, ne vem, česa narediti, predn so jih zaprli pa še oni, ja. V eno škatlo. Ti so bili vitezi, ja. Ne, vitezi. Ne, oni, te so bili, kaj jaz sem govoril, so bili vitezi. Ja, te so bili, ja, oni menihi so bili pa to, kaj je razlagal, da je Ford se pa njih naučil. No, vidiš, vidiš. To je bilo, ja. To so bili neki taki šaolini, ne? Ja, jaz bil vidim kot Hare Krišne, veš, te, ki hodijo okrog. Ne, te imajo, pač te Hare Krišne, te znajo sam pet. Tukaj, v tem govorim, kar on govori. Pet pa peč piškote. Ja, pa ti znajo vzeti. Mislim, to znajo vsi vzeti. Čeprav, to je res, ja. Sem tega vzamejo več, pa naenkrat. Ma ne vem, jaz bi ti ga tudi, no. Če hočeš dati pin. Če mi daš pin, ja. Če danes smo 15, ga ne dam. Prid 19, bo vse v redu. Ni več kaj vzeti. 19 ga ti dam vse, kar češ. A je tako, da so bili Hare Krišne? Mislim, da so neki. Pa to je se me to si predstavljalo. Veš, da so annoying, pa jih je hotel fukati. Ne, sem klej imel zakaj. Ne vem, zakaj. Tako lepo poglajo, tako dobro razdela. Čudne hvalnice vesolju, a veš. Ja, to me zmoti. Ta del je meni čuden. Ta je najbolj zmotil, ja. A veš? Ne, ker nisem hvalnice vesolju, ali pa ne vem, bla, bla, ampak čudne hvalnice vesolju. Se pravi, spet so oni neki vel, te menihi so sam neki vel. Sam se nekaj ne pojavijo. A veš, ki ti daš en model, nakle imaš na despizdi stran, a veš, da so se jih losali, ker oni so neki vel. Menihi vejo neki. In tukaj naredimo pečino obešalnik. Jaz sem bil hotel reči, dobrodošli v teorije zarote. In v naslednjem podcastu se bomo pogovarjali o zakaj štanjol folija ni tako dobra za glavo. Misliš, da ni dobra za glavo? Ne, jaz sem videl pred parimi frizerskimi saloni, sem že videl ženske, ki so bile v štanjol foliji. Vesolci? Ali si pa sam premene? Ali si pa sam premene delajo? Ne, pa sam sevajne. Ki so polivali, razumeš, pa se moraš zaščititi glavo. Ne, zato, ja. Sevajne pa to. Zihar. Kaj telefon. Zakaj pa nimamo? A si že kakšnega tega, ki to govori, videl, da me na en telefon saj v štanjol zavit? Sam res. Ali pa da bi bil brez telefona. Ta bi bila dobra. Sam kje pa bi pol te neumnosti širil? Iz česa bi pa pol te neumnosti širil? Pa prebral na Facebooku. V Nuku ni teh na Telegramu. Mislim, čeprav vse greš lahko v čitalnico, ne, v tam računalniški oddelka. To še imajo knjižnice. Pojma nimam. Zdaj imajo public computerje. Seveda imajo. Skratka, pečino obešalnik. Lahko nas cenzirate, ocenite ali pošljete citat, kako to naredite, vse piše na hvalazaseribe.si. Kukor smo pa že rekli, imamo pa novo digitalno tarico, ki že drug teden sameva, tako da pejte na hvalazaseribe.si, poševnica Tanica. Na obrežjih nas pa posod sledite, lahko na Afna opravicujemo se. Ja, ti, abdal te tajnici, ki že ni memi. Suzi. Ne, Suzi Kelnerca. Suzi Kelnerca, ja. Maruša. Špela.
Špela, to smo imeli. Dajmo je en imeno. Ines. Ines. Ne, da je se Ines, a veš. Žalostna, ne bi. Ali pa Selma, ona je bila tudi žalostna. Zakaj mora biti pa žalostna? Ja, ker zgolj sameva Bogareva. Ja, pa damo Jožica, ki je bolj taka, veš, ne. Ta domača. Mi tako karikatura. Tako bomo rekli, drage poslušalke in poslušalci, potipkite na hvala-za-se-ribe.si poševnica tajnica in predlagite ime za tajnico. Lahko je tudi moško. Lahko je tudi moško. Seveda, v bistvu, zakaj bi lahko je tajnik. Zakaj bi mogla biti ženska? Valjda, hvala Bogu. Dajmo ime naši tajnici. Tajnici ali tajniku Franci. Janez. To, no, bomo dali pa še na družabno obrežje, tako da dajmo se zmeniti, kako bo ime tajniku ali tajnici. To je pa to, no, kar se tiče tega mojega dela. Ja, tako da vaša podpora šteje več kot največji račun v restavraciji. Hvala vsem obiskovalcem restauracije, tudi bodočim. Povejte tudi še komu za nas. In hvala za vse ribe.si. Si od prejšnjega tedna zdi, hočeš zdaj. Kupiket. Še ena nominacija. Za najboljšega ponarejevalca. Zdi pred tamo je težko delo, tako da dajmo zdaj. Ne, to je v redu. Hvala, temu se reče napredek. Seveda. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za se ribe.si. Ne morem jaz originala. Ne morem. Naslednji teden grem jaz tudi v Ars. Dobro, ne, super je bilo. Lepo. To je to. Hvala lepa. Čau. Ajde.